Živijo v novem švedskem vlogu. Tokrat sva se lotila urejanja parcele in podiranja dreves. Začela sva z bolj majhnimi, da sva malo strenirala, kako se dela z motorko, potem pa sva se lotila tudi takih malo večjih. Veliko sva se naučila, priznati pa morava, da sva se tudi kar zelo namučila. Zelo sva zadovoljna z rezultatom, ker je parcela veliko bolj svetla in odprta, tako da mislim, da bova letos kar zelo uživala. Kako se pa vam zdi? Kakršnega koli komentarja bova res ful vesela. No, preden sva začela z delom, pa sva si vzela en dan počitka, šli smo na izlet na bližnji hrib. Ja, tudi hribe imamo, ampak morava priznati, da na njem še nisva bila. Vedela sva, da je tam in da je tudi bivak gor, nisva pa nikoli se imela časa še povzpeti nanj. In morava reči, da sva bila res ful pozitivno presenečena, ker je zelo lep razgled na jezera in zelo lepa pot do gor. Tako da v bivaku sva si potem spekla mini palačinkice in uživala v res lepem dnevu. Dobro jutro, danes je zelo, zelo lep sončen dan in tudi zelo toplo. Tako da sva se kar zgodaj zbudila, da bova čim prej začela z delom, rada bi čim prej, oziroma ne, čim več naredila, upava, da bova uspela danes. Plan pa je, da začneva še malo čistiti tukaj zadaj za hišo, še kar nekaj dreves je za podreti, ki niso lepa oziroma jih je enostavno preveč, tako da bova malo jih razredčila. In ja, dajmo se kar lotiti. Tega bi jaz definitivno podaril. Ja. Ta res ni lep, pa tudi to sploh ni placa, da kam raste. Ne, ta ziher. Po mojem je tudi vse tle te zadaj. Do te tamale. Ja, mislim, tole ziher podreva. Še bolj sem tudi. Pa uno tamalo tudi tam zadaj, ko po stran raste, ostalo bo pa pol videlo. Mogoče te dve pa dve zadaj, pa To uno tam podreva. podreva. Deva kar začeti, se bo pol še malo sproti videla, kako izgleda, ko se bo kakšna podrla, pa videla, koliko se odpre, pa koliko imajo druge placa. Tole smeri, ko bova podrla, ampak kar je zanimivo pri njej je, kako je zrasla v bistvu ven iz štora. Res kar zanimivo izgleda. Morava povedati, da sva imela prvi dan neke tehnične težave in da iz neznanega razloga ni snemali zvoka, tako da vas morava razočarati, da boste prvi dan prikrajšani prekrasnega zvoka motorke.
Na koncu so uspela narediti kar precej več, kot so pričakovala. Bom kar pokazal, kaj. Tukaj le pri tejle bukvi, ta del tukaj, ta kot tukaj so že zanč, zdaj so pa še tukaj to vse. Nekaj so pustila, ker vsem hočejo imeti malo in zaradi zavetrja in tudi malo, da so skrita pred pogledi, čeprav ni glih neki prometa tle naokrog, nekaj preveč gibanja ljudi ni, ampak vsem nama je všeč, da ima malo občutek, da so bolj v gozdu, tako da zato so te smreke pustila tukaj. Tukaj le, pa so pa še tole. Se pravi, desno od tega drevesa, tukaj je bilo ful enega šavja, saj se vidi, tle so ful, polno je bilo nekih takih zelo vitkih brez, ki v bistvu niso imele placa rast, tako da so šle samo v višino, vejevja skoraj nič niso imele, tako da res ni izgledalo niti lepo, niti se nič ne pozna zdaj, ko so stran dala, se ne pozna v smislu, da bi se kaj bolj videli na hišo. Takole tle imava zdaj prištiman za drva, to je ta del od tukaj, od teh večinoma od smrek. Potem imava pa tamle še en kar konkreten kup hlodovine, take sicer bolj švoh hlodovine, ampak vseeno bo kar za nekaj časa kurjenja po zimi v sezoni, samo prej bo treba še drva narediti. Tako da to naj pa tudi čaka, ampak najprej moramo vsa drevesa podreti pa prištimati, pa se bo pa drv lotila. Tole naj še čaka. To je že kar zihar za 1-2 tedna kurjave po zimi, ko je najbolj hladno. Sva pa en del sva zvozila v gozd, ker je bil bolj tak, ne glih primeren za kurt. Večina ostankov so pa danes kar skurila, tako da tle se zdaj še zadnji izdihljaji izgorevajo. Tako da za danes sva kar zadovoljna, ker precej več sva naredila res, kot sva pričakovala, da bova. Zdaj pa čas za kosilo, zaradi tega, ker pol popoldne morava še delati, pa še pred delom morava delati še švedščino tudi, ker imava tečaj in morava vsako popoldne kakšno uro, 2 vzeti, da narediva naloge, ki nama jih da učiteljica, tako da nekega počitka ne bo, ampak vsaj ni fizično delo, tako da je kar fin balans. Naslednjič pa nadaljujemo. Danes je plan do konca spucati ta kot, ki sva ga v večini že, tako da tle upam, da ne bova imela ful veliko dela. Potem bova pa nadaljevala, se še nisva čisto odločila. Tukaj imava še nekaj za podreti, pa potem tam za hišo. Tako da ja, bova videla, kako nama bo šlo. Zaenkrat nama gre kar dobro, jaz sem glih dobro zaključil z motorko, tako da je treba še pospraviti. Itak je Nastja že vmes ves čas pospravljala, tako da ni ful veliko več ostalo. Je pa malo preden sem jaz zaključil, enih 10 minut prej je zginila noter, sem mislil šla na WC ali nekaj, pa je ni bilo nazaj še. Zdaj me je pa poklicala,
Pa moram pokazati, kaj je s sabo prinesla. Sem se spomnila, ker sem šla pit, da imava to še v zmrzovalniku in po parih urah garanja bo tole zdajle tale malce kar zelo pasala. Bo dala energije, da lahko zaključiva danes še pred kosilom, kar je še za narediti. A se počutiš kaj domačica? Ne, počutim se zelo švedsko. Prava Švedinja. Kljub temu, da v bistvu še nekih resnih dreves oziroma največjih dreves še nisva začela podirati, pa se je že kar nekaj lesa za drva nabrali, tako da očitno nas to zimo ne bo zedeblo. Za danes sva končala in sva zelo zadovoljna, ker to tudi pomeni, da sva končala z tem zadnjim delom parcele, da je sčiščen in Je kar trajalo. Je bilo kar veliko dela tukaj zadaj. Ful enih dreves, ful enega šavja, ful je bilo za spucati, svinjarije po tleh, ki se je leta nabirala. Mislim, se, malih drevesc, ki so rasla izposod. ja, mislim, se po tleh nismo šla ful v detajle, ker še vedno bo to ostal tak gozdni del parcele. Tako da sva šla tako površinsko, ampak vseeno je bilo pa zelo veliko ene svinjarije. Lej, tukaj sva še en kupček pozabila. Ja, res je. Morava pospraviti. Pa tukaj morava še potem na tem voru vse te suhe porezati. V bistvu so se posušile ravno zaradi tega, ker so ta drevesa okrog toliko noter šla v njega, da je crknil. Mislim, ne cel bor, ampak te nizke veje. Gor je lep. Gor je lep, ja. To bova še poštimala, pa kakšne štore, ki jih nisi čist dotal žagu. Ja, pa kakšno malo smrekico ali pa kakšen mali drevešček bo treba še škarjami odrezati, kakšno vejo razrečati. Drugače sva probala, ja, nekako tako, da bi bilo malo bolj čisto, da ne bi toliko šavje izgledalo, ampak še zmeraj sva pa hotela, da se nekako ne vidi ful gor not na parcelo oziroma na hišo. Tako da se nama zdi, da nama je dosti v redu uspel nek balans ujeti. Balans, da bojo večja drevesa lahko rasla normalno, pa da vseeno spodaj ni prevelikih lukenj. Ja. Zato so pustila vseeno te male smrekice, ker nekaj ne ovirajo rasti. Ja, je pa kar precej dlje trajalo, kakor sem mislila, no. Precej dlje, ja. Sicer moram tudi priznati, da sva se bolj detaljno lotila, kakor sem jaz mislil, da se bova. Sam pol, ko enkrat začneš, se ti zdi kar butast nekaj še 1 meter ali pa 2 metra gozda pustiti nesčiščenega za drugo leto. Tako da sva na koncu rešila kar do konca vse, kar je za zrihtati, pa da bo pol mir pa lepo. Edino tole ta visoko brezo imava še za podreti, zdaj sva jo še pustila, zato da ja, ki jo v bistvu še nimava kam dati, verjetno jo bova tik preden bova se pol lotila drv delati, da jo morava podreti. Sicer je drugače čisto zdravo drevo, samo se pa že krošnji s to bukvijo čisto prepletata, tako da ni za nobenega od njiju prav dobro to, tako da bova ja, to brezo podrla, pa bo pol bukov imela prostor rasti, da bo še naprej lepo drevo. Je pa zdaj lepo, no, bolj diha ta parcela in vedno večja postaja v bistvu. Tako da, sva zelo, zelo zadovoljna. Ja, ful je lepo, sam jaz sem že ful lačen, tako da bi šel noter jesti počasi. Greva jesti. Dobro jutro, danes se bova lotila tega dela parcele pred hišo, kar nama je v bistvu najtežje od vsega, zato ker sva se tega dela toliko navadila gledati čez okno in ja, ga imeti skozi pred hišo, da nama je zdaj vsako drevo ful težko podreti. Sploh pa te smreke tukaj, ki so bile, v bistvu lani, ko sva prišla na parcelo, je bilo tukaj vse čist zašavljeno, nič se ni videlo, bilo je res tako, da nisi mogel niti stopiti. V bistvu je bil en tak zid porušenih dreves, kar smo vse spucali. In te dve smreki sta ostali, ker sta nama bile ful všeč. Sta take res zelo zanimive oblike, sploh tale desna je res posebna, ker se je očitno zlomila, ampak se ni vdala v sodo in je
še enkrat začela rasti. Ta leva pa tudi zato, ker je jo rešila prijateljica in je tudi zelo posebna, v bistvu sta se dve skupaj zrastle. Tako da ja, ful nama jih je težko podreti, ampak res nažalost niso lepe, poleg tega se ta leva čist že sama porušila po zimi, ko je bil sneg. Tako da ja, no, tega se bova danes lotila, veva, da bo lepš, zato ker ja, prvič niso lepe, drugič pa zato, ker na Švedskem vseeno si kar želiš sonca več ali manj, no, mogoče 2 tedna v letu, da se dejansko malo v senci skrivaš, drugače pa si kar želiš sonca in lani sva videla poleti, da ga je premalo na tej parceli, že s temi velikimi lipami. Je ful veliko sence, no, tako da hočeva na tej strani zdaj narediti malo več prostora, da bo lahko mogoče kakšna miza na soncu ali pa kaj takega. Tako da ja, se bova lotila dela in upava, da ne bova razočarana na koncu. En, dva, tri pa ni več teh smrek. Jaz sem ful žalostna, ker so mi bile res všeč. Je pa res, da je že zdaj ful več sonca in veliko bolj odprta parcela. Jaz sem pa ful navdušen, ker je bilo ful zabavno. Ful je šlo hitro tudi. Tako da ja, zdaj pa sledi manj zabaven del, ker je treba spet vse to pospraviti. Vsak dan je ista zgodba. En majhen del je zabaven, večino dela je pa kar zoprnega, ampak je treba narediti, nimava kaj. Jaz v bistvu to sezono prvič v življenju skoraj držim motorko. Enkrat sem jo prej imel enih 10 minut v rokah, to je pa to, tako da res sem neizkušen, kar se tega tiče. Tako da se malo učim s tole, ki ima plec, pa ni nikamor nevarno. Jo bom probal podreti nekako do tega kamna tukaj. Tako, nekam sem, še pol metra stran ali pa meter stran od kamna. Pa da vidimo, kako bo šlo. Direkt. Mislim, da je šla točno tja, kamor sem hotel. A si kaj ponosen sam nase? Ja, še malo pa bom začel okrog hiše drevesa podirati. Tako, mimo strehe. Evo, za danes sva končala, tudi danes sva zadovoljna z napredkom. Se mi zdi, da je največja razlika od vseh dni do zdaj. Tako da ja, se bomo lahko malo več sončali letos. Danes pa še največji izziv od vseh. Ja, res je.
tega bo malo težko kontrolirati, po moje kam pade. Mislim, večinoma bo padel, no se ga ne bom odsev, ga bom ga po vejah, vseeno. Po teh glavnih, sam večinoma bojo padle v smeri, kamor visijo. Bo videla, če bo ta smrejka preživela. Ja. Ampak se zato tako nisva ziher. Bo videla, koliko bo preživela, pa kako bo izgledala pol, če bo imela dosti placa, ker enkrat tega ne bo. Sam ja, res je bogi, kakšne Ja. ima tle veje. Meni ga je malo škoda, sem to drevo se bo itek prelej samo posušilo. Večino ima itek že suhih, se spomniš, kako je bilo lani, skoraj ni imel listja. Bo pa vse neki drv od njega. Mislim, malo jih je že zdaj kar velike. Kar se Ja. drv tiče, jih ni nikoli preveč, kar se dela tiče, jih je bilo pa že par dni nazaj preveč. Zdaj pa pretežek, da bi ga zvalil. Tega bo pol, ko ga bo na kose dala. No. Ja, zdaj imamo tega. Koliko časa so sploh rabila vse skupaj? Zato po moje kar 1 uro. Ziher. Za eno vejo. Jaz sem že čisto utrujena. So pa še 3. Ja, ta je bila največja po moje. Ne vem. Ali pa ta je ziher manjša. No. Bomo videli. Zdaj je ta naslednja, ker te ovira, tako da mora najprej ta iti. Da gre res direkt na to smreko. Ampak ja, probujo bom tako, da se bo tja dol zasukala, pa bomo videli, če bo šlo. V najslabšem primeru še zmer na smreko pade. Evo, z veseljem poročam, da je tole drevo, ki sva ga mogla danes podreti, oziroma ki sva si ga zadala danes podreti, skoraj podrto. Sam še štor je ostal tak malo večji. Evo, da se ga bo boljš videl. Sam za danes sva že preveč utrujena, da bi se še s temle danes ukvarjala, tako da to bo naslednjič, jutri verjetno ali pa kakšen drug dan. Nastja je šla glih malo nazaj kosilo kuhati. Jaz sem mislil tole še dokončati, ampak sem v bistvu sam še pospravil veje, kar jih je bilo. Tako da sta tle zdaj 2 polni šajtrgi. To je še vse za odpeljati, ampak res nimam več energije. Začela sva delati danes ob 10, pred 10, zdaj pa 3:30. Pa nič nisem imela pauze vmes, tako da je res kar naporno že. Tlele je en kup drv od tega drevesa za drva narediti. Tle so še eni večji. Neka večja hlodovina, ki je nisem mogla prestaviti tja, tako da jo bo pol po kosih. Pa še tle en dolg. Pa ima pa še tamle. Tole je še od unih brez iz une strani. Potem ima pa še tlele. Še ta kup. To je od teh brez tukaj na desni. Tako da ful imava dela zdaj s temi drvi. Sam prej imava še ene par dreves na žalost za podreti. Ampak sva, lahko rečem, da večinoma mislim, da bolj kot ne pri koncu, vsaj s temi ta večjimi. Sploh tale je bil res največji zalogaj, tako da sva, mislim, da je kar oba zelo zadovoljna, da je to pretežno za nama. Danes nadaljujem sam, Nastja je včeraj malo preterala,
neke ima probleme že itak s hrbtom, pa se včeraj sploh ni hotela ustaviti in se je ustavila šele, ker se res je komaj še premikala, tako da danes definitivno mora počivati. Jaz se bom pa lotil tegale štora, zaenkrat to, pa bomo pa videli, če bomo sploh še kaj drugega časa danes, ker imamo tudi danes tečaj švedščine, kar precej zgodaj popoldne že, tako da verjetno ne bo prav veliko časa danes, ampak vsaj to drevo je treba pospraviti. Mi ga je uspel podreti, sicer bo še kar del to tudi nažagati, da bo pa lahko zadrva. Se pa zdaj tudi zelo dobro vidi, zakaj je bil za podret. V bistvu lahko iz noter, iz sredine, kar ven take kose, čist je gnil noter, od noter ta deblo. Sama svinjarija, tako da se je že preparel, že na pol zemljast. Tako da tale drevo, mislim, jaz nisem strokovnjak, tako da ne znam oceniti, v koliko časa bi se podrl, ampak sem pa prepričan, da je na dobri poti k temu, tako da mislim, da je bila dobra odločitev, da sva ga prej podrla. Evo, štor je podrt, sem se kar namatral, pa tudi na koncu eno verigo uničil, da sem uspel tukaj čim bolj do tal priti, ker je res malo še na klančku, pa zelo gost les je, pa tudi stara veriga je že bila, tako da ko sem znova šel, je šlo veliko lažje. Sem pa en kos tegale debla shranil, takole. Jaz sem si zamislil, evo ga, da bi bila tle pri viseči mreži ena mizica, ampak Nastja pravi, da ima drugačne ideje. Ne, lahko je mizica ali pa za rože kot stavek. Lahko je pa oboje. Lahko je pa mizica, pa še ena roža gor. Ja, recimo. Evo, pa sva sklenila kompromis. Ti moraš iti zdaj kruh obračati ali kva že. Ja, jaz moram pa še onega malega, to malo drevo zraven avta, to je tudi že zelo bolano. V bistvu tudi skoraj nima listja, sicer je zelo lepo, jesen je ono, kar ima listja, je jesensko listje res zelo lepo, tako da nama je bilo, kar se tega tiče, všeč, ampak ja, izgleda pa res bolj bogo, tako da tega bo tudi stran dala. Pa bo pa dosti za danes, pa drugič naprej. Evo, midva sta končala več ali manj z podiranjem dreves, predvsem tukaj pred hišo sva res ful zadovoljna, ker je zdaj ful več sonca. Ja, to veliko drevo je itak bilo bolano pa bogo, tako da je bilo nujno za podreti. One smreke pa tudi so bile zelo boge in ukrivljene. Ja, v bistvu imava še eno malo drevesce, ker se še nisva odločila, ker dve drevesci skupaj rasteta, ampak tisti je zelo usput kadarkoli podreti, tako da ni del tokratnega podiranja, a ne? Ja, ono brezo, ki je pa zadaj pri bukvi, sva pa se odločila, da jo bova pustila, zato ker imava že čisto preveč drv, tako da ona lahko počaka, ni nekaj na poti, pa kar velika je. Ja, jo bova rajši kasneje podrla, ko bo začelo drv zmanjkovati, pa ima tam malo drv na zalogi. No, nisva pa še čisto končala, oziroma midva sva končala, ampak s podiranjem dreves še nismo končali. Eno drevo je tukaj spredi za nama, ki je res zelo, zelo veliko, ampak tudi zelo bogo, tako da ga je treba podreti. Ja, zelo postran raste, pa res je visoko, pa ni prav zelo zdravo, niti nima prostora za to, da tako postran raste, ker je zraven tega kroga lip, ki so ga čisto porinile v drugo smer, tako da je res kar precej nagnjen in ja, pa še bolan zraven, tako da enkrat, po moje ne v zelo bližnji prihodnosti, ampak enkrat bi se definitivno podrl, pa zelo veliko sence tudi meče, kljub temu, da je beden. Ja. Midva ga ne bova sama podirala, ker je preveliko in malo nepredvidljivo, kam bo padel, tako da nam bo prišel pomagati en iz sosednje vasi, ki podira drevesa v življenju in točno ve, kako se temu streže, tako da.
Ja, on ga bo podrl, pa ga bo pa midva spucala sama, pa nažagala. Ampak to bo pol prišlo. Upava, da čim prej. Nekaj je govoril že, da ne bi par dni nazaj prišel, pa mu je zmanjkalo časa. Tako da upam, da se nama ne bo preveč zavlekel zaradi tega. Tako da ja, se vidimo, ko se bova lotila delanja drv.